To je zelo, zelo škodljivo. Poln kovinjeno. A tudi tu ne čist navadne kresničke? To ni. Tistega res nočeš početi. Če neučinkovito kuraš, je to tako, kot da bi svojim in sosedovim otrokom kupoval cigarete. Predvidevamo, glede na to, da vemo, da je v zimskem času velika težava z individualnimi kurišči, da je stanje na podeželju še slabše kot v večjih mestih, ker se ljudje v večini ogrevajo z daljinskim ogrevanjem. Torej za Slovenijo je ta ocena, da se zgodi 1280 prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka. Mislim, da to pa je nekaj, kar bi bilo treba prepovedati. Tako kot ognjemeti, recimo. Tudi ognjemete bi bilo treba prepovedati. Ste odprli, Tanja, še eno temo. V novi epizodi podcasta Samo en planet se sprašujemo, kakšen zrak vdihavamo. Dobre kakovosti zraka ni. To ni pesimistična trditev, ampak dejstvo, pravi eden od naših gostov. Lahko sploh še govorimo o čistem zraku, ali pa je ta že povsod onesnažen do te mere, da usodno vpliva na zdravje človeka, živali in rastlin. Onesnaženost zraka je velik okoljski problem, ki od začetka industrializacije samo narašča. Kje in kdaj smo še posebej izpostavljeni? V katerih delih Slovenije je kakovost zraka najslabša? In kako ga bomo izboljšali? Odgovore bomo iskali z gosti, ki se z onesnaženostjo zraka vsak dan ukvarjajo pri svojem delu. Z nami so Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka na ARSO, Majda Pohar, doktorica medicine z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in profesor dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici. Lepo pozdravljeni vsi trije, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pozdravljeni. Zdrav. Začela bi s to trditvijo oziroma izjavo, ko sem citirala vas, Griša, in sicer, da dobrega zraka ni, ne? In da to ni pesimistična trditev, ampak da tako pač je. Pa vendarle, da ne začnemo takoj čisto pesimistično, v zadnjih desetletjih so se nekatere stvari glede kakovosti zraka vendarle izboljšale. Imam prav ali je to samo moja pobožna želja? Ne, res je, da ko govorimo o onesnaženju okolja na splošno, zrak je en tak, nažalost, zelo dober primer tega, pač govorimo zmeraj o problemih, ki jih imamo in ki jih poskušamo rešiti. Ampak v resnici se lahko ujamemo v neke negativne zgodbe. Če pogledamo v bolj ali manj bližnjo preteklost, vidimo zgodbe o uspehu. Recimo, ne dihamo več svinca, zato ker ga v bencinu ni več, ker smo z drugimi tehnologijami uspeli narediti zgorevanje v motorjih, v avtomobilih dovolj učinkovito, tudi brez dodajanja svinčevega tetraetila, in to, da ne dihamo težkih kovin, je uspeh in je močno zmanjšal vpliv onesnaženega zraka na zdravje. Potem imamo recimo konvencijo o transportu onesnaževal na dolge razdalje, in moji otroci sploh ne vejo, kaj kisel dež je. Zato, ker je to problem, ki smo ga rešili. In ni več kislega dežja, ki je uničeval gozdove v okolici kakšnih železarn ali pa termoelektrarn. Imamo recimo Montrealski protokol, s katerim smo uspeli ne samo ustaviti nastajanje ozonske luknje, ampak se je ta ozonska luknja medtem močno spet zmanjšala. To pomeni, da imamo zgodbe o uspehu tako na lokalnem kot na globalni ravni, s katerimi lahko pokažemo, kako je treba stvari početi. Je pa res, da ko govorimo o onesnaženju zraka, zmeraj gledamo na to, kakšne probleme imamo, in smo zato imamo napačno perspektivo. Iz teh zgodb o uspehu v preteklosti
bi se lahko marsikaj naučila. Tanja, ko danes merite kakovost zraka, kakšne vse stvari, snovi, delce, pa pline in tako naprej najdete v njem in kako se recimo te meritve razlikujejo od meritev pred 10 ali pa mogoče 20 leti, ko so jih merili vaši predhodniki. Skratka, kakšne so tukaj spremembe in kaj je tisto, kar še vedno vdihavamo, pa si ne bi želeli. Na merilnih mestih izvajamo meritve različnih onesnaževal v zunanjem zraku. Od delcev PM10, PM2,5, ozona, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, benzena, nekatere kovine v zraku in pa benzoapiren. Če je bilo pred 20-30 leti žveplovega dioksida mnogo preveč, ga danes komaj še zmerimo. Na vseh merilnih mestih po Sloveniji. In to je pač, kot je že Griša rekel, neka zgodba o uspehu. Odžvepljevalne naprave, premog se ne kuri več v individualnih kuriščih. Imamo pa druge težave. V zimskem času se soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci, PM10 in PM2,5. To so zelo majhni delci. PM10, ta desetka pomeni, da je premer tega delca 10 mikrometrov. Če si predstavljamo, je to 5-krat manj kot premer lasu. PM2,5 še manj. To so delci, ki pridejo iz prometa, pridejo iz kurjenja. Potem je pa v poletnem času imamo pa ozon. V Sloveniji je veliko težavo z prekomerno onesnaženostjo z ozonom. O tem se poleti veliko govori, opozarjajo nas, naj ne hodimo ven v sredi dneva, takrat, ko je tega ozona največ, ampak če smo prej rekli, da se je ozonska luknja zmanjšala, problem ozona je pa še vedno ostal tako pereč, da je treba nanj nenehno opozarjati. Mi merimo ozon pri tleh, ozonska luknja je v višji atmosferi in ta ozon nastane. Ozona ni direktnih izpustov ozona, ampak nastane z kompleksnimi kemijskimi reakcijami iz predhodnikov ozona, ki so večinoma dušikovi oksidi, ob sončnem sevanju. Rabi za nastanek sončno sevanje. In zato je tega onesnaževala več tam, kjer je več sonca in ob tistem času. Zato ozona pozimi ga ni in tudi v nočnem času ga ni. Mora biti toplo, mora biti osončen, pa ravno prav onesnažen zrak mora biti, da imaš dosti površin, na katerih se te reakcije dogajajo. In recimo Vipavska dolina je en tak tipičen primer, kamor polet sred dneva nočeš iti v kakšne hribe, zato ker pomeni, da dihaš zrak, ki ti škodi. Medtem ko pa v notranjih prostorih pa tega problema ni, zato ker se ozon razpade na kisik. Sploh, če je dovolj površine na voljo in pač v stavbah imamo stene, kjer se pač ta ozon razpade. Tako da pač polet ne rineš tam, kjer Agencija za okolje da upozorila za ozon. Da ne. Majda, vi se ukvarjate z zdravstvenimi posledicami oziroma posledicami za zdravje, je bolj pravilno rečeno, onesnaženosti zraka. Kaj pri svojem delu opažate skozi leta, kateri so tisti mogoče največji problemi, ki bi jih želeli rešiti, s katerimi se ukvarjate in iščete načine, kako ljudem pomagati? Ja, kot je rekla že Tanja, poleti imamo težave z ozonom, predvsem. Po zimi so pa te težave bolj z delci. Tako da zdaj v zadnjih desetletjih je ogromno narejenega na področju vplivov teh na zdravje. Kot smo že povedali, velik
korak naprej pri kakovosti zraka. Ne. Veliko smo dosegli v zadnjih desetletjih na tem področju, zrak se nam je res popravil, ampak hkrati pa raziskave tečejo, velike epidemiološke študije, bazične študije in ogromno rezultatov prihaja, ne, kako pa vseeno tudi te vrednosti, tudi ti nivoji, ki jih imamo danes, te koncentracije, ne, kako tudi te vplivajo na naše zdravje. Torej, kljub temu, da so relativno nizke, če jih primerjamo z 30 let nazaj, 20 ali pa 50, imajo pomemben vpliv na zdravje. Bi lahko rekli, da pravzaprav ni te najnižje vrednosti, za katero bi rekli v redu, to pa še gre, to pa pravzaprav nikomur ne škodi. Nekatera onesnaževala, recimo dušikov dioksid je en tak, ne, ali pa potem onesnažen zrak kot celota, ali pa recimo kot za delce, ne, nekje velja, da ni tiste najnižje vrednosti, da bi lahko rekli, no, evo, tole pa nima prav nobenega vpliva na naše zdravje. Torej, vsak pojav tega onesnaževala v zraku povzroča neko škodo. Seveda, če so te nivoji nizki, je ta škoda veliko manjša, kot če imamo visoke koncentracije. Za večino onesnaževal, za katere je predpisana meritev, so neke mejne vrednosti. Ne? In te mejne vrednosti so uzakonjene. To je najprej v direktivi, potem pa v slovenskem zakonu so predpisane neke številke. In te številke so pač kompromis, ki je bil dosežen znotraj zakonodajnega procesa. In pač vsi deležniki so vplivali na to, da tam pač piše, ne vem, za ta hip za delce PM10, ne, 50 mikrogramov na kubičen meter, kar se sme preseči 35krat v letu. To je dnevna povprečna koncentracija. Ne. In to ne pomeni, da je če je koncentracija manjša ali pa če je teh preseganj manj, da to je pa v redu. Ne. In tudi zdaj veljavna direktiva eksplicitno pravi, nikoli ne smemo biti zadovoljni, več se moramo prizadevati za izboljšanje. To je zato, ker je odziv približno linearen, to pomeni, da je sorazmeren zunanjim koncentracijam, kar pomeni, da pač ni enega praga, pod katerim bi bilo vse v redu. In zato je tudi zdaj, ki je nova direktiva bila sprejeta lani, konec leta, so te vrednosti bistveno manjše. Zato, ker je pač to Evropska komisija in Evropski svet sta ocenila, da je pač treba te mejne vrednosti znižati, zato da se bomo še bolj potrudili, zato da očistimo zrak. In s tem bomo imeli ne samo v Sloveniji, ampak marsikje po Evropi resne probleme, zato ker v trenutni situaciji presegamo recimo pri delcih PM2,5 praktično povsod te mejne vrednosti. Prej smo že, izvolite, Majda. To je pravzaprav dogovor, ne? To je dogovor, kaj mi lahko dosežemo oziroma k čemu stremimo, da bi v prihodnosti dosegli. Ja, sej brez teh dogovorov bi bilo pa še dosti slabše, ne? Tako da, in tudi dobro je, da se spreminjajo, ne? Zaveza je tudi, ne? Ker enkrat, ko to postane zakon, pol Evropska komisija preslej države pred sodišče pripelje, ne? In s tem pritiska, ne? Ker je seveda boljš porabiti denar, ki bi ga kot kazen plačal, zato da izboljšaš stanje okolja. Določene škodljive snovi, ki so bile predvsem posledice izpustov iz industrije, ne? Ste s temi ukrepi uspeli zmanjšati, kot ste rekli, Tanja, nekaterih skoraj da ne zaznavate več. Se pravi, to je eno polje, ne? Eno polje je industrija, ki je morala sprejeti ukrepe, čistilne naprave in tako naprej. Zdaj pustimo, vidim, Griša malo zmajujete z glavo, pustimo, koliko je to v praksi uresničeno in koliko še ni, ne? Potem pa seveda imamo še druge vrste onesnaževanja, promet, kjer se sicer nekaj premika v javnem prostoru, ampak bistveno premalo. In potem seveda ogrevanje, kurjenje kurišča, ne. To, če sem prav razumela, sta dve polji, na katerih bo treba še marsikaj narediti in sta pravzaprav tudi zelo težavni za upravljanje, ne. Zakaj je tukaj toliko težav? V Evropi smo bili prvi, ki smo močno omejili izpuste
industrije. Ne? In smo pol sicer, po mojem počutku, malo zaspali, ampak smo bili prvi in drugi so nas posnemali in smo kar učinkovito naslovili in to že zelo zgodaj, ne? V 80-ih so bili, kar se tiče žvepla. Pri prometu, ne, smo tudi v Evropi smo vodilni. Zato, ker standarde za vozila razen Američanov vsi v resnici kopirajo od nas. Ne? Tako v te velike družbe, kot je v Indiji ali pa na Kitajskem, imajo predpise, ki so v resnici enaki kot v Evropi. In z predpisi, ki urejajo izpuste vozil, smo uspeli zmanjšati prispevke, te neposredne prispevke k koncentracijam delcev, ki so predvsem od dizelskih vozil na tako nizke koncentracije, da v resnici zdaj eno dizelsko vozilo spušča toliko delcev v zrak kot eno bencinsko, ki ne proizvaja teh saj, ki jih drugače vidimo z enim starim tovornjakom peljemo, vidimo tisti črn oblak. Ne? In to je zakonodaja, ki je evropska zakonodaja, ki se jo potem prenese v recimo slovensko zakonodajo in kot avto pripeljamo na tehničen pregled, nam lahko tam rečejo, nič ne bo, ne? Tega avta ne bomo registrirali, ne? Zato ker pač v resnici preveč svinja. Ne? In ne, to je zato, ker avto vozi po javnem prostoru. Ne? In tudi promet lahko omejujemo. Ne? Pred 12 leti je mestna občina zaprla pol kilometra slovenske ceste in to je lokalno močno izboljšalo kakovost zraka. Zato, ker ni bilo več prometa avtomobilov ali pa tovornega prometa. Pri ogrevanju individualnih hiš, predvsem na les, ne, je pa zadeva veliko bolj komplicirana. Prvi problem je to, da se to dogaja v zasebnem prostoru, ki ga je veliko težje regulirati, ne, in nadzorovati predpise, če so. Drugič je pa to, ne, da les je najcenejše gorivo. Ljudje ga uporabljajo zato, ker je pocen in je v resnici tisto, kar je treba reševati, ne izpusti peči na drva, recimo, ampak energetske revščine. In to se da pa lahko narediti samo z zelo kompliciranimi programi, ki zmanjšajo potrebo po ogrevanju, tako da izoliraš hišo, zamenjaš kurilno napravo, ampak na koncu, če hočeš zamenjati eno peč na les z toplotno črpalko, mora nekdo elektriko, ki jo potrebuješ za toplotno črpalko, plačevati. In energetske revščine ne moremo izključno z tehnološkimi ukrepi reševati enkrat. Ne? In če pričakujemo od gospodinjstva, da bodo zamenjali peč na les s toplotno črpalko, ki si je ne morejo privoščiti, bo treba subvencionirati ne samo nakup, inštalacijo toplotne črpalke, ampak tudi energijo, ki je za to potrebna. Ne? In bo treba subvencionirati elektriko. Kar se sliši grozen, zakaj bi, javni denar bomo uporabljali za to, ampak prvič, zmanjšali bomo število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka in drugič, država to tako že počne in subvencionira recimo fosilna goriva avtoprevoznikom, kar je škodljivo tako stališča kakovosti zraka kot stališča podnebja. Tako da bi se dali iste mehanizme za kaj koristnega uporabljati. Zdaj ste omenili avtoprevoznike, a ne? Transport je pač ena od teh težav, saj jaz tako vidim, pa morda se kot laik motim, a ne? Ampak ko gledam te neskončne kolone tovornjakov, ki stojijo ali pa počasi vozijo po naših, pa tudi po drugih evropskih avtocestah, ne, se sprašujem, kako ni mogoče tega tovora prestaviti na železnico. Seveda odgovor pride takoj sam od sebe, a ne. Železnice so zastarele, preprosto ne zmorejo, infrastruktura ne zmore takega prometa, ne. Ampak vendarle ta promet, tovorni, tranzitni predvsem, je nekaj, s čimer se ne ukvarjamo oziroma se nikomur ne zdi prav zares problematičen, ne. Da ne govorim o, ladijskem prometu, a ne. In tovornem, in letalskem prometu. Vse to, kar pač prevažamo, zato ker smo navajeni vsega dobrega, ker želimo dobrine iz vsega sveta imeti pri sebi in tudi, če jih
ali jih rabimo ali pa ne, pravzaprav zelo, ne, če seštejemo vse to, je to zelo velik odstotek onesnaženosti zraka, gledano planetarno. Ne. Ja, tudi. Ne, Kakšne, bom rekla, o čem vi razmišljate, kaj bi predlagali recimo odločevalcem, politikom, ne, kako se lotiti teh težav? Transport tako ljudi kot nekega materijala ali pa nekih potrošnih stvari pač povzroča izpuste. In te izpusti onesnažujejo zrak lokalno, ne, to je tisto, kar dihamo, hkrati pa tudi spreminjajo podnebje. Ne. In tukaj je prehod na recimo načine prevoza, ki so manj energetsko potratni na enoto prevoženega, karkoli pač to je. Ne. Mislim, tukaj ni treba tople vode še enkrat izumiti. Popolnoma jasno, da je železnica veliko bolj učinkovita kot prevoz po avtocesti. Ne. Ampak gradili smo avtoceste, ne železnic. Ne. In to je pač problem, s katerim se mora slovenska država začeti ukvarjati. Ne. In to je problem Ministrstva za promet, pa za infrastrukturo, oziroma zdaj za Ministrstvo za infrastrukturo. Ne. In slovenske železnice so ta hip 100% zapolnjene z prevozom tovora. Ne. Več ne zmorejo. Ne? Več se ne da. Ne. Je pa tudi to res. Ne. Mi smo dobili kredite za avtoceste graditi, ko smo jih gradili v 90-ih, zato da se ti tovornjaki, ki se zdaj vozijo, po njih vozijo. Ne. Evropskih bank ni zanimalo, kako se bom jaz peljal v službo v Ajdovšo, ne. Ampak kako se bo tovornjak z proizvodom, avtomobili, ki jih naredijo na Slovaškem, zapeljal do Francije. Ne. Ja. In kako se pa peljete v nasprotno smer. V službo v Ajdovščino? Jaz se vozim Kakšne težave imate ob vsakodnevnem potovanju? Jaz se vozim z avtom, zato ker nažalost je edina druga alternativa avtobus, ki je možna. Ne. Drugih načinov javnega prevoza ni. In moj prijatelj se včasih zapelje domov s kolesom, ne, in rab za to 2 ure pa pol, kar je zelo impresivno. Wow. Je pa hitrej kot recimo z avtom, kadar je avtocesta popolnoma zabasana. Ne. In problem, ki ga imamo v Sloveniji, je to, da pač nimamo na voljo javnega prevoza, ki bi ga potrebovali. Ne. In ne na lokalnem nivoju, kjer problemi niso tako veliki, kot na regionalnem nivoju, kjer pa so resni problemi. Ne. V Ljubljano recimo pride vsak dan 145,000 avtov, v katerem je v povprečju 1,2 človeka. Ne. In še 100,000 avtov, ki se po mestu vozijo, ki jih Ljubljančani vozijo po mestu. Ne. In to je 250,000 avtov. Ne. To je skoraj tako, kot da bi se v tem centralnem delu, ne čisto v centru, ampak v centralnem delu mesta vsak prebivalec z avtom nekam peljal. Tukaj je pač očitno nekaj narobe. Ne. Tako na lokalnem, kot na regionalni ravni. In tukaj trčimo ob enega izmed problemov, kako reševati te probleme, sploh kar se tiče prometa, ampak v resnici tudi kar se tiče ogrevanja na drva, je to, da to so problemi, ki se jih ne da reševati samo lokalno. Ne. Pri prevozu je čisto zato, ker je to prevoz na regionalni ravni, na razdalje, ki so dovolj velike, da to ni znotraj ene občine. Medtem ko pri kurjenju je pa pač to, da pri številu občin, ki jih ima Slovenija, in pri velikosti nekaterih občin ne moramo pričakovati, da bodo občine reševale te probleme. Ker so premajhne, ker nimajo ljudi, ki bi o tem kaj vedeli. Občine, ki so se ukvarjale tako na veliko z onesnaženostjo zraka, se jih da na prste ene roke prešteti.
In to ne pomeni, da so to samo velike občine, kot je recimo Ljubljana, ne? Ampak tudi občina Kanal ob Soči, ne? Kjer jih je pač zanimalo, koliko cementarna prispeva k onesnaženju zraka. Ampak, ne vem, mogoče jih je 6, ne? Druge so pa premajhne ali pa se sploh še niso začele ukvarjati s tem, zato ker to močno presega njihove zmožnosti. In tukaj je vloga države ključna. Ne? In tukaj je vloga ne samo agencije, ki pač meri, ne? Ampak ministrstva tista, kjer mora ministrstvo poseči in v resnici pomagati občinam, hkrati pa tudi generirati politike in skrbeti za to, da se izvajajo povsod. Majda, če se vrnemo zdaj malo še k zdravstveni plati onesnaženega zraka, vi ste delali in še delate številne raziskave na populaciji, verjetno različnih starosti, in imate najbrž konkretne podatke. Prej Griša že omenil eno številko, a ne? Vi najbrž razpolagate še z dosti več številkami posledic onesnaženega zraka, koliko ljudi zboli, koliko ljudi prehitro umre ravno zaradi tega razloga. Ja, nekaj številk je, ampak so tole ocene, ne, grobe. Zdaj, Nacionalni inštitut za javno zdravje nima nekih svojih takih populacijskih raziskav. Ta številka je torej med 1200, 1500 oziroma 1280, ne, je bila objava iz leta 2024 od Evropske agencije za okolje, ki velja za leto 2021, ne, torej za Slovenijo. Je ta ocena, da se zgodi 1280 prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka. Se pravi, toliko prezgodnjih smrti lahko pripišemo onesnaženemu zraku. Sej potem to še razčlenijo, ne, oziroma imamo podatek za prezgodnje smrti zaradi delcev, potem zaradi ozona, zaradi dušikovih oksidov, ampak delci so le en tak parameter, ki nekako pokažejo na zrak kot celoto, ne? Tako da nekje bi to veljalo, ne, za Slovenijo, ta številka 1280 na leto. To je zelo velika številka. Ja, to je zelo velika številka, res. Kot posledica onesnaženosti zraka. Pa ni samo ta smrt, ne, pravzaprav ne smemo pozabiti tudi na bolezni, na slabšo kakovost življenja, potem na izgubljena leta kakovostnega življenja, ne, na strošek zdravljenja, ne, to je cel kup še. Veliko breme je tole, no, veliko breme. Tudi zelo kompleksna reč za raziskovanje in za iskanje rešitev, ne. Tanja, vi pač na podlagi vaših meritev pripravljate priporočila, obvestila za vse nas, za široko javnost, se pravi, kako ravnati, kdaj ostati znotraj hiše, kdaj moramo iti ven in tako. In me zanima, kako se ljudje odzivajo konkretno na ta vaša priporočila, vas kaj sprašujejo. Skratka, kakšno je to razpoloženje v širši javnosti, koliko se zavedamo, koliko se odzivamo na vse to in kako ravnamo, ne? Verjetno imate kaj izkušenj tudi na tem področju. Mi izdajemo opozorila glede na vrednosti, ki jih zmerimo, če so presežene, in to smo v dogovoru z NIJZ naredili neka priporočila, kaj takrat objavimo, kako naj ljudje ravnajo. Zelo veliko klicev imamo, večinoma bi še takrat, ko ne izdamo opozoril, že ljudje sprašujejo, kličejo, se nam zdi, da je onesnažen zrak, da nekaj vohajo, zakaj nič ne opozarjamo. Ne spomnim se, da bi kdaj nas kdo pozval, zakaj smo dali neko obvestilo, da mislijo, da je bolje. Je pa težava v tem, ker pač meritve so vsem točkovne. Mi meritve večinoma izvajamo tam, kjer je gostota prebivalstva največja, to se pravi večinoma v mestnih občinah, in nimamo pa podatkov za vsako vas, kraj, kaj se tam dogaja. Predvidevamo, glede na to, da vemo, da je v zimskem času velika težava z individualnimi kurišči, da je stanje na podeželju
še slabše kot v večjih mestih, ker se ljudje v večini ogrevajo z daljinskim ogrevanjem. Ampak zdaj za vsako vas ali pa naselje pa težko izdati neko opozorilo. To je zdaj seveda v direktnem nasprotju s splošno razširjenim našim mnenjem, da je na deželi zrak čist, dober, tja gremo, da se nadihamo, pobegnemo ven iz urbanih središč, ki so močno onesnažena, ne samo zrak, tudi še druge reči, ne. To pomeni, da je to postal mit, da to sploh ni več res, ali kako? V zimskem času, recimo. Ja, tudi recimo jaz, ko sem se 15 let nazaj začela ukvarjati s to problematiko, me je zelo presenetilo, da je bila mestna občina Velenje, je imela najnižje ravni delcev. Vsi smo pričakovali, jaz sem pričakovala, da tam bi zmerali največ, ne? Ampak verjetno tudi zaradi, ne vem, ker je bilo ugodno daljinsko ogrevanje, se tam ljudje niso ogrevali, tudi individualne hiše ne z individualnimi kurišči in je bilo izpustov manj. Tako da to je zelo zanimivo, da že en kurjač, neozaveščen, ki kuri v neservisirani, stari kurilni napravi, neprimerno gorivo, kot je mokar les ali pa celo odpadki, lahko onesnaži bližnjo okolico, močno jo onesnaži. To je zelo težko za individualno kurišče, do teh podatkov težko priti, zato ker je težko popise delati. Ne? Ker nimamo ene dovolj dobre evidence, ker edina evidenca, ki obstaja, je evidenca primarnih načinov ogrevanja, pa še ta bi bila lahko veliko boljša. Ne? Vemo pa recimo pri vozilih, ne, da pač 10% vozil povzroča več kot 3/4 onesnaženja zraka. In to smo zmerili na cestah, recimo. Tako da to niso testi, ki so v laboratoriju narejeni, ali pa na tehničnem, ampak to je na cesti izmerjen. In tako čez palec ocenjujemo, da je enako z individualnimi kurišči, kjer lahko ne, če pogledamo vsa individualna kurišča na nekem področju in jih postavimo od najčistejšega do najbolj onesnaženega, imamo neko porazdelitev. Ne? In ta porazdelitev ima zelo dolg rep. In ta rep je zelo pomemben, zelo pomembno prispeva k vsem izpustom skupaj. Ne? Pa treba še to razumeti. Ne? Delci v zraku niso samo posledica saj, ki jih spusti nek vir, ne? Ki pridejo iz ene izpušne cevi ali pa iz dimnika. Ti viri onesnaženja izpuščajo v zrak tudi pline, organske pline, ki potem se v zraku oksidirajo in kondenzirajo in iz njih nastanejo delci. Temu se reče sekundarni organski aerosoli. In če gledamo delce, ki vsebujejo ogljik, po domače temu rečemo saje, je to tisti del, ki najbolj vpliva na zdravje. To so pokazali pred kratkim, pred parimi leti, z meritvami pa z modeliranjem skupaj, da so ti sekundarni organski delci, ki vsebujejo ogljik, najbolj vplivajo na zdravje, in od teh so te, ki nastajajo zaradi zgorevanja lesa, najpomembnejše. In kar pomeni, ne, da je to vir, s katerim se treba resno začeti ukvarjati. Ne moramo se zdaj delati, smo naredili, kar se da s prometom, zdaj se nam pa ni treba več ukvarjati, zdaj treba se začeti ukvarjati z kurjenjem na trda goriva, kar v večini Evrope pomeni les. So sicer deli Češke pa Poljske, kjer še uporabljajo premog v individualnih kuriščih, ampak to tudi tam postaja precejšnja eksotika. Recimo v Krakovu so prepovedali premog kot gorivo v mestu. In mi se moramo začeti ukvarjati s tem, ne samo, da prepovemo recimo uporabo lesa v velikih mestih, ampak predvsem, da razvijamo ene politike, kako zamenjati ta goriva z načini ogrevanja, ki ne onesnažujejo, na nek vzdržen način za uporabnika. To ne pomeni nujno vzdržen način za državo, zato ker bojo sigurno pri tem subvencije igrale zelo pomembno vlogo. In mehanizme že imamo. Mi subvencioniramo zamenjave, ampak je treba tukaj
narediti še par korakov naprej in biti veliko, veliko bolj ambiciozen. Ker strošek ene prezgodne smrti ni samo to, da nekdo v narekovajih umre pri 75, namesto pri 80. To je strošek, ki zmanjšuje proizvodnjo. Recimo, če so starši doma, zato ker ima njihov otrok astmatične napade, pač niso v službi. In vpliv na zdravje se pozna tudi na ekonomiji, na produktivnosti. In recimo za Los Angeles so računali, da pač $2 milijarde na let stane onesnažen zrak. In zato so se začeli lotvati, polke so že v resnici rešili smog, so se še zmeraj ukvarjali s tem, kako zmanjšati izpuste iz prometa. Pa v Ameriki je to, mislim, niso tako ambiciozni, kot smo v Evropi. Torej, zdaj sploh ne. Prav razumem, noben les, tudi tisti, ki je prav posušen, ki nima nobenih primesi, se pravi, ni odpadni les z raznimi laki in premazi, in redno servisirana nova peč ne gre. Tega se moramo rešiti. Sprašujem to zato, ker mislim, da zelo veliko ljudi temu nasprotuje, se temu upira in verjetno želijo imeti tehtne argumente, zakaj. In zdaj ste, Griša, povedali, ti izpusti, ti delci vplivajo na kakovost zraka in ga močno onesnažijo, kar posledično vpliva na zdravje. Vse to nam je zelo jasno, ampak vendarle bomo še vedno našli zelo velik del ljudi, ki bo temu oporekal. In zdaj, če napademo z vsemi topovi in pridigamo in tako naprej, bomo dosegli ravno nasprotni učinek. Tako da, kateri so ti načini, da bi lahko prešli na čistejše ogrevanje v veliki večini, da ne rečem kar vsi? Les je lep, se ga ne splača skuriti. In to ima zametke kulturne vojne. In to smo videli že. Zato to sprašujem. In ne gre za to, da bi ljudi prisilili, da morajo početi nekaj, sploh doma, oziroma jim razlagali, česa ne smejo početi doma. Gre za to, da se dvigne kakovost življenja. Da se, kar pomeni cenejše ogrevanje, manj ukvarjanja z ogrevanjem, in da na eni strani razložimo, da če neučinkovito kuraš, je tudi tako, da bi svojim in sosedovim otrokom kupoval cigarete. Na drugi strani pa to, da pokažemo, da so alternative, ki so preprostejše in cenejše, in da sprememba življenja bo sprememba na boljš. In bo, namesto ukvarjanja z lesom kot gorivom, se da z lesom ukvarjati tudi kot gradbenim materialom, pa kaj drugega. In se še zmeraj da ukvarjati z gozdom, ker je v Sloveniji pač pomemben del populacije ima v lasti gozd, ne da bi gledali na to tudi kot na gorivo, zato ker so alternative, ki so možne, in so cenejše. Je pa tako, da stališča države in občin se najbrž splača ukvarjati s tem, tam, kjer je gostota prebivalstva največja. In mi, recimo v Ljubljani, imamo problem lesnega dima. Lesni dim prispeva, mislim, da je okoli 1/3, tako čez palec, k onesnaženosti. In bizarno je to, da tudi v občini Kanal ob Soči, ki smo v Desklah merili, smo zmerili, da je pač 1/3 vseh delcev na letni ravni pride od kurjenja lesa. Kar je bizarno, da imaš enake rezultate v mestu, kot je Ljubljana, pa v enih manjših krajih, ki imajo popolno drugačno sestavo virov. Tam imajo pač kurjenje na les, promet pa cementarno. Kle v Ljubljani je pa virov pač veliko več, pa ta mešanica je bolj kompleksna. In ne smemo začeti kulturne vojne, treba je ljudem, predvsem jih je treba vklopiti v odločanje, zato da
ne pride nek pametnjakovič iz Ljubljane ali pa iz Ajdovšne, ne, in jim soli pamet, ampak da sodelujejo v tem procesu in da se pride do nekih rešitev, ki so sprejemljive za vse, ki so vzdržne in ki izboljšajo kakovost zraka. In hkrati je pa, če pogledamo te primere uspešne iz začetka, so tipično to zadeve, ki so bile, kjer je bil ta okvir postavljen z nekimi mednarodnimi sporazumi, implementacija sama ukrepov je bila pa pol lokalna. Jaz sem živel v centru Ljubljane in v 80-ih, in ko je toplovod prišel v center Ljubljane, v 2 zimah kar naenkrat nisi več smrdel po žveplu, ko si prišel noter, zato ker ljudje niso več uporabljali premoga. Hkrati se pa isti premog kuril v toplarni, tako da goriva nismo zamenjali. In tudi pri lesu je tako, da daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je alternativa. Če centraliziraš zgorevanje, je to, postaviš tehnologijo pod veliko večjo kontrolo, da lahko imaš filter, lahko uporabiš potem en katalitični konverter za to, da se znebiš tudi unih organskih plinov in jih ne spuščaš v zrak, iz katerih bi potem delci nastali, ti sekundarni delci nastali v ozračju. In centralizacija je možnost, in recimo v Avstriji imajo zelo veliko daljinskih sistemov na lesno biomaso, so pa tudi dragi sistemi. In je spet ena občina, preden se loti nečesa takega, ne rabi samo subvencije, oziroma nekega projekta, ki je sofinanciran z sredstvi Evropske unije ali pa iz nacionalnega proračuna, ampak mora imeti tudi ljudi, ki so tehnično dovolj podkovani, da nekaj takega izpeljejo, in za tem ne sme biti želja po profitu, ampak mora biti želja po tem, da očistimo zrak. To ne sme biti komercialna aktivnost. Zato, ker je pol daljinsko ogrevanje predrago v primerjavi z pečjo na drva. Ampak to se mi zdi še kar utopičen cilj, ker vse te dejavnosti so komercialne. Do tega bomo morali priti. Ne, mislim v smislu, da to ne bo komercialna dejavnost. Mislim, v Avstriji če ne bo imajo... komercialna, je ne bo. To ni res. Recimo v Pirenejih, pa v delih Francije, pa Švice in Avstrije, se te sistemi daljinskega ogrevanja so lokalni in se zapre zanka lokalno. Kar pomeni, da sodelujejo tipično v neki skupnosti, kjer so noter lastniki gozda, proizvajalci izdelkov iz lesa, kjer se odpadki uporabljajo kot sekanci za gorivo v sistemih daljinskega ogrevanja, ki potem ogreva hiše te skupnosti. In je to ena lokalna skupnost, ki je organizirana recimo na ravni občine, ali pa pač kraja. Se vam zdi to možno, da se uresniči v slovenskih mestih? Ne bom rekla samo Ljubljana, recimo kakšno drugo mesto. Jaz mislim, da bomo morali tudi to. Če želimo kaj naprej priti, pa izboljšati, je to ta pot. Morali bomo. Ker vse se to da malo zračunati, pa planirati, če res damo na mizo vsa ta bremena, zaradi zdravstvena, recimo, jaz mislim, da se bi mogoče še celo išlo. Ljudje ne bodo na mrzlem, to je gotovo, da ne. Veliko ljudi ima svoj gozd, pa svoj les in drva in se ogreva tako. Torej, tukaj je na potezi država, da bo ponudila ljudem eno cenejšo alternativo in potem bodo ljudje šli v to. Stopnica, čez katero je treba stopiti, je to, da je to komplicirano. Ampak to pomeni, da je treba pač ta proces speljati, kar pomeni veliko tudi papirja preložiti, in poskrbeti, da je dovolj sredstev. Ampak to je organizacijsko-finančen problem, ki je rešljiv, če imaš izobražene ljudi,
in dovolj sredstev na voljo. Ne? Ja, si imamo Za zglede. koga je ne, ta saj- stopnica težka za prestopiti? Ja, ne vem, če imaš občino, ki ima 200 prebivalcev, je to resen problem. Ne? Ja, pa tudi za državo, ki mora podpreti to občino. Ne? Država se mora odločiti. Ja, ampak mislim, država se je v resnici se je že organizirala in imamo ministrstvo, imamo agencijo, ki izvaja meritve, imamo ministrstvo, ki skrbi za to, kako ukrepe sprejeti, imamo podnebni sklad, imamo ekosklad, ki daje subvencije. Skratka, ogromno mehanizmov, mehanizmi že ki to obstajajo. podpirajo. Ne? So sicer komplicirani in bi se jih dali močno poenostaviti. Moja osebna izkušnja z sončno elektrarno in toplotno črpalko je, mislim, to, da moraš imeti doktorat. Mislim, v resnici je vse skupaj. Se pravi, V tudi redu. vi, ki imate doktorat, ste imeli težave z birokracijo. Recimo, ko sem izpolnil ta spletni obrazec za subvencijo za toplotno črpalko, je bilo to zelo gladko. Ko sem pa poskusil svojo sončno elektrarno preklopiti na električno omrežje, je pa tako, da je ta del, ki je povezan s tem, da nekdo pride in kabel potegne, ta je bil pa bolj kompliciran. In tukaj bi se dal stvari poenostaviti, zato ker večina podjetij, ki je vpletenih, je tako kot državni lasti. In tukaj gre samo za politično voljo in pač odločevalce, ki so dovolj sitni, da izpeljejo tisto, kar so si zamislili. Je pa še vedno ta prehod s trdih goriv subvencioniran. Se pravi, lahko človek, ki se odloči, da gre v to, nekako računa na neko podporo, tudi finančno. Mehanizmi za to že obstajajo. Pri birokraciji ali kako? Mislim, kaj se vem, moje izkušnje s tem so tudi te, ko sem jaz bil v vlogi nekoga, ki je zamenjal plinsko peč za toplotno črpalko, so bile zelo v redu. Pač tam je nek spletni obrazec in v resnici račune, ki si jih dobil od izvajalca, tam spraviš gor, klikneš in se stvari bolj ali manj zgodijo same. In pol dobiš še mail, če hoče kaj drugega od tebe. Ali pa tudi ne. Tako da je pa stvari postanejo komplicirane, tudi zelo, ko postanejo ti sistemi malo večji. In tukaj je pač vloga države zelo, zelo pomembna. Zdaj, velikokrat smo omenili pomembnost vloge države, kar je seveda res, ampak mogoče si ljudje potem, kaj pa vem, težko pomagajo ali pa se ustavijo, ko se jim zdi nek proces preveč zapleten in rečem, bom jaz kar na drva kuril, ker se mi ne da s tem ukvarjati. Se pravi, na kak način bi mogoče vendarle lahko nagovorili vse nas, jaz sicer ne kurim na drva, Če nekdo ima drva, ga boš težko pripravil do tega, da bo toplotno črpalko začel uporabljati. Seveda ne. Jaz mislim, da ta ista drva je treba pač na daljinskem ogrevanju utrjati ali jaz pač v Avstriji imajo to zelo dobro. V Švici tudi. Pri nas pa ni nekega zaupanja v te sisteme. Razlika je dve razliki. Sta ena v tem, da je pač v Avstriji pa v Švici tudi okoli Alp, kjerkoli. V zahodnji Evropi je pač veliko več denarja. Recimo, mi smo sodelovali v enem projektu v Franciji, kjer so 7 milijonov dali za menjavo peči v resnici v 3 krajih. Kar je veliko denarja. Je pa res, da je to en izmed najbolj onesnaženih delov Francije. In so se pač odločili, da idemo narediti pilotni projekt, da vidimo, ali lahko izboljšamo. In se da pokazati, da pride do izboljšanja stanja, ko zamenjaš stare peči, s čemerkoli v resnici. Problem je v tem, da če eno peč na les zamenjaš drugo pečjo na les, si trenutno izboljšal stanje, ampak čez 10 let boš pa najbrž na istem. In zato so te politike morajo biti dolgoročne. In ravno pri menjavi načina ogrevanja v Sloveniji imamo svetovalno službo. Lahko pač
parkrat na teden, mislim, v resnici pokličeš, se zmeniš za sestank in je tam nekdo, ki o tem ve vse, ne, in ti pomaga. Ne, in imaš zastonj svetovalca, ki ti pomaga se organizirati in ki ti pove tako nekaj o tehnologijah, kot o mehanizmih, ki so na voljo, mislim, ne, ki moraš klikati za to, da dobiš subvencijo. In to je že na voljo. Ne. Je pa res, da je organiziran na neoptimalen način. Tanja, prej ste omenili nezaupanje. Zdaj, kaj pomeni to nezaupanje oziroma kako bi ga lahko odpravili? Je to nezaupanje v nove tehnologije? Ker, kot je omenil Griša, seveda en element je energetska revščina. Ne morejo si vsi privoščiti novih tehnologij, ki so vendarle precej dražje od, ne vem, navadne peči na drva. Ampak na čem, kako vi vidite, ste razmišljali, raziskovali, zakaj prihaja do tega nezaupanja? Da ta prehod ni številčnejši, da ne teče hitreje. Mislim, podatki, ki so v Sloveniji, ima ogromna količina ljudi, en zelo velik procent, ki ga zelo sicer ne vem, ima v lasti svoj gozd, ne, to se pravi, ima svoj vir. Zakaj bi potem šli, ne, če ima zastonj v bistvu to gorivo, šli na nekaj, kar se bo lahko v prihodnosti izkazalo za bistveno dražje. Ne. Ja. Zato jaz mislim, da bi rabili nek pilotni projekt v neki, ne vem, manjšem naselju, kjer bi jih priklopili, tako kot je bilo, recimo to si že rekel tle v Franciji, kjer bi probali iti na daljinsko ogrevanje na sekance ali drva ali kakorkoli in dokazati, kaj se zgodi za kakovostjo zraka. Ne. Pa mogoče kdo od vas ve, je kakšen vsaj v zasnovi tak projekt? Ne, so tudi že izvedeni. Na Vranskem recimo imajo daljinsko ogrevanje. Na sekance. Mislim, da je na sekance, ja. Ampak mislim, glavni problem tega je predvsem cena. Ne. Mislim, tudi v Ljubljani smo nezadovoljni, zato ker se je pač daljinsko ogrevanje podražilo. Ne. In če pogledamo, kater način ogrevanja je najcenejši, so to pač zmerom drva. Ampak to je zato, ker je to samo strošek, ki ga plača uporabnik goriva. Ne. To je zato, ker ne štejemo zraven stroškov, ki jih izgube prihodka zaradi tega, ker so ljudje bolani doma, ali pa stroške, ki jih imamo zaradi zdravljenja, recimo. Ne. In vsaka investicija v izboljšanje kakovosti zraka ima multiplikativne učinke. Ne. Treba samo poskrbeti, da so te učinki tudi popolnoma jasni in da pomagajo uporabniku. Ne. Še zmeraj mora biti pocen. To mislim, da je glavno. Ne. Daljinsko ogrevanje mora biti najcenejše. Ja. Ne. Pa mora biti, ne, ker so recimo deli Ljubljane, ki nimajo, recimo Rudnik, pa ne, moja ulica, ne, jaz imam toplotno črpalko, zato ker se nisem mogel preklopiti na daljinsko ogrevanje. Kljub temu, da mi ni všeč to, da kurijo premog še zmeraj. Verjetno je takih primerov po Sloveniji še veliko, ne, da ta možnost priklopa na daljinsko ogrevanje, da je ni. Ne. Ja. Se pravi, spet smo nazaj pri sistemskih rešitvah, ne. Oziroma rešitvah na ravni skupnosti, občin. Ne, pač na infrastrukturi. In kar enkrat ugotovimo, da je problem konceptualno enak kot pri prometu. Kar pomeni, da je država tista, ki mora nekaj narediti. Tako, vsi se zmeraj več ukvarja s tem, kar je prav. In tudi so področja, na katerih je zelo uspešna, ne, recimo na podnebju, ne, so deli Slovenije, kjer je država tako uspešna, da se ne da več preklopiti sončne elektrarne v sistem, ne, zato ker pač sistem ne zmože. Ni več zmožen tega, kar je spet infrastrukturen problem. Ne, ampak to je pač delno problem tega, da smo tehnološko zaspali, ne, delno smo pa tudi štartali za tistimi, ne, s katerimi se hočemo primerjati. Ampak ni nič izgubljenega, ne, lahko še te spremembe se bodo uveljavljale na bolje. Ti si hotela reči. Ja, jaz sem hotela reči samo to, da
jaz bi mogoče stopila en korak nazaj, pa ne bi bila tako optimistična oziroma tako daljnogledna, pa bi rekla za to zimo, ne, da saj tisti, ki se že ogrevajo na les, da uporabljajo suh les, da naredijo nek servis, čiščenje kurilne naprave. Tako. Ja, dimnikar res prinaša srečo. Zato, ker, mislim, ne, to, kar mi spuščamo v zrak iz dimnika, je to, kar ne dihajo samo naši sosedje, ampak tudi mi. Ne. Zunanji zrak pride noter. Ne, in to je ena študija, ki smo naredili pozimi pa spomladi skupaj z dvema nevladnima organizacijama Fokus pa Cipro. In smo merili zunaj pa noter, ta primarno nasneževala, predvsem črnoglik, skratka tisti del vsaj, ki ga vidimo. In smo pač ugotovili, da notranje koncentracije so tam okoli, ne vem, med 60 in so pač niže, ne? Zato ker se delci prilepijo na stene zelo hitro, ampak sestava je pa enaka. Ne, in noter dihamo rahlo razredčen zunanji zrak. V narekovajih, mislim, onesnaženost razredčena. Kar se tiče teh delcev. Kar se tiče delcev. Ne, kar se tiče ozonov, recimo, je pa zadeva bistveno boljša noter. Ne. Ja, ampak so pa še pol drugi viri, pa druga onesnaževala, ki so pa noter povzročijo slabši zrak. Ne. Že kuhanje povzroči ogromen delcev. Ja. In to zelo učinkovit način, kako onesnažiš notranji zrak, je, če zažgeš toast ali pa če prižgeš svečo. Recimo, ali pa cigareto, boh ne da. Ampak če kadiš, pa je vse, kakšen zrak dihaš. Torej, nobene romantike ob svečah. Ne. Kaj Ali šele kaminu. romantike ob kaminu, Ja. To sem hotela prej reči, ko smo o lesu razpravljali, o lesu kot gorivu, ne? Da v Ljubljani, če, kot ste omenili, Griša, 1/3 prispeva to kurjenje na trda goriva, ne? Da to verjetno niso samo tisti, ki si ne morejo privoščiti drugačnega ogrevanja, ampak je moda kaminov še vedno zelo razširjena. Ne? In kdo bi človeku zameril, če si želi mrzel zimski večer preživeti ob plapolanju ognja v kaminu? Jaz sem zameren. Jaz sem zameren in jaz mislim, da pri ogrevanju na drva je treba razumeti, da je to, da ljudje to počnejo zato, ker je to najcenejši način. Pri kurjenju lesa zato, ker nam je to všeč, sem pa veliko manj razumevajoč, ne, in mislim, da to pa je nekaj, kar bi bilo treba prepovedati. Tako kot ognjemeti, recimo. Tudi ognjemete bi bilo treba prepovedati. Zdaj ste odprli, Tanja, še eno temo, ki bi lahko ji posvetimo eno posebno oddajo, ne, ker to onesnaževanje zraka, ki se dogaja okrog Silvestrovega, ne, ja, da ne bomo zdaj samo v kurjenju, ne. Ja. Ampak so tudi In to drugi viri, na zasebni ravni, ne. Tam, kjer jaz živim, to je ognjemet 5 ur. Tak. Na srečo je samo enkrat na let, ne, za res. Ampak pol so pa rojstni dnevi, pa zmaga naša ekipa, ne, v fudbalu. Ja, kakšne šport. Meni je tako fascinantno, ko imajo ljudje na rojstnih dnevih te svečke kot prskalice. Ne. To je zelo, zelo škodljivo. Ne, poln kovinje noter, ja. A tudi ne čist navadne kresničke? To ni. Tistega res nočeš početi. Ker kovine, ki jih vdihnemo, ne prispevajo veliko k masi delcev, prispevajo pa veliko k temu, koliko delci škodujejo našemu zdravju. Kovine so majhen prispevek k masi, pa zelo, zelo škodijo zdravju. Majda, se strinjate? Ja, seveda. Oksidativni potencial, ne? To si imel v mislih najbrž. Torej, ni samo pomembna koncentracija delcev, ne, ki jo z zrakom dihamo, ampak tudi ta potencial, koliko škode naredi na naši sluznici, je tudi pomemben. In zdaj, če imamo primesi na delcih, kot so ti elementi strupeni, kovine različne, ne, je ta potencial dosti večji.
Zato so tudi pri prometu, zdaj, ki prehajamo k zmerom bolj električnim vozilom, tudi izpusti vozil, ki niso povezani z gorevanjem goriv, ampak z recimo obrabo motorja ali pa z obrabo zavor so zelo pomembni. Zavore nasploh so to je kar resen tehnološki problem, kako narediti nekaj, kar se obrablja zelo počasi, ampak če hočemo, da zavira avto, se mora obrabljati zadeva, in to so zelo fini delci, katerih sestava je polna nekih čudnih kovin. Recimo, zdaj najnovejša razvoje so zavorne obloge brez bakra, ker baker je zares škodljiv. Tako da je treba spremljati tudi sestavo delcev. Če gledamo samo koncentracijo delcev PM10, je to zelo površen pogled. In zato Agencija za okolje izvaja kemijsko analizo, tako tistih predpisanih parametrov, kot pol še kakšnih drugih, ki nam pa pomagajo recimo določiti vire onesnaženja zraka. Ker tisto, kar mi merimo, je namešanca vsega in pol moramo na nek pameten način ločati te prispevke. Zato obstajajo take matematične metode, ki ti hkrati povejo, koliko en vir prispeva k onesnaženju, pa kakšen prstni odtis ima. In to so matematične metode in moramo čim več parametrov merimo, bolj so učinkovite. In to je drago. In zato se to ne počne povsod, ampak to počneš tam, kjer te zanima, kjer hočeš izboljšati stanje, pa tam, kjer predpisuje zakonodaja. In ko smo merili v desklah, smo pač mi merili 66 parametrov, kar je kar veliko. Smo pol na podlagi tega določali vire. In v Ljubljani je treba najbrž take meritve izvajati vsake toliko časa, zato da spremljamo, kako se stvari spreminjajo na boljše. Ker spet kulturna vojna, ko je Evropska okoljska agencija naredila rang listo, je nažalost Ljubljana bolj pri repu. In meni rang liste res niso všeč. Zato, ker pa se vsi pogovarjajo o tisti številki, kje je mesto, namesto da bi se ukvarjali o tem, ne pogovarjali, ampak ukvarjali s tem, kako izboljšati stanje. In zato se meni ne zdijo koristne, ker ta motivacija, da kaj naredimo, ni tako velika, kot to, da se pogovarjamo o sramoti, da smo pač manj očistili mesto, v katerem živimo, kot kdo drug. Ja, ampak sej veste, ljudje imamo pa radi te lestvice, primerjave. Konec vsakega leta je nešteto lestvic na vseh mogočih področjih. Jaz bi proti koncu gremo, jaz bi rekla tako, ko sem vas poslušala, imamo ogromno enih podatkov. Izvajajo se meritve, vemo, kje smo, ne moremo si zatiskati oči, da se nič ne dogaja, precej natančno vemo, kaj se dogaja, tudi kakšna so nihanja onesnaženosti. Vemo tudi, da so določeni problemi že izginili oziroma se jih je rešilo. Zdaj se moramo, tako kot ste rekli, ukvarjati s temi, ki jih imamo trenutno na mizi. In naj ne zveni pedagoško, to rečem zdaj tistim, ki nas gledajo, mogoče si lahko najdemo tudi en kup drugih veselj, tudi jih imamo v življenju, kot je sedenje ob prasketanju kamina, kot je ognjemet, ki traja pol ure in res neskončno smrdi, potem ko vse to začne padati dol in še smrdi kar nekaj ur. Morda iščemo te drobne, na videz nepomembne stvari tudi znotraj sebe, znotraj lokalnih okolij, življenja, in na ta način tudi lahko prispevamo k tej celotni sliki in k boljšemu zraku v naši skupnosti. To je bilo pa zdaj že kaj ena pridiga. Iz prilnice. Tam, kjer jaz mislim, da lahko nekaj naredimo, je v tem, da se... Prvič je to je ukrepanje za izboljšanje kakovosti zraka je drago. In nehati moramo reševati neke partikularne probleme in se moramo lotiti tega tako, da imamo neke nacionalne politike, da imamo načine, kako jih izvajati na lokalni ravni
in da so te projekti dovolj veliki, da spodbujajo sodelovanje vseh deležnikov. Tako agencija za okolje, ki izvaja monitoring, recimo univerze, tako kot je naša, ki lahko temu monitoringu, ki je predpisan zakonodajo, dodajo neke merilne metode, neka znanja, s katerimi lahko veliko več potegnemo potem iz teh podatkov. Da imamo pol tam zraven občino, ki mora nekaj narediti, da imamo ministrstvo ali pa neko agencijo, ki poskrbi za financiranje teh projektov. In da je to financiranje dovolj veliko, da vsi te deležniki lahko naredijo tisto, kar znajo. In da imamo epidemiologe, da imamo fizike, ki merijo ene stvari, da imamo kemike, ki merijo druge stvari, da imamo energetike, ki pač načrtujejo recimo nek sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Da imamo tam pač eno gradbeno podjetje, ki skoplje jarke. In da implementiramo take pilotne projekte, s katerimi pokažemo izboljšanje. Se vam zdi, da je tega sodelovanja, interdisciplinarnosti med različnimi strokami še premalo? Ja. Ja. Lahko bi ga bilo veliko, veliko več. Kaj pa sodelovanje ljudi v skupnostih? Zdaj s prepovedmi in s kaznovanjem se ponavadi ne doseže zelo veliko, ne? Več se doseže z vzpodbudami. Ja, pa s tem, da se ljudi informira, ne, o stanju, pa o posledicah, ki jih prinaša to stanje. Ljudje morajo poznati te informacije. Veliko je znanega že o tem, veliko rezultatov imamo, tako da ljudje morajo se seznaniti s tem in bo lažje. In teh informacij ni težko najti, ne? Najdemo jih na Arso, najdemo jih pri vas in z njimi si lahko tudi pomagamo. Ja, pa meritve niso rešitev problema. Meritve pokažejo stanje, potem pa rabimo neke ukrepe in to, da bomo izboljšali kakovost zraka. Z meritvami izmerimo učinkovitost ukrepov, in pa imamo številko. In veliko lažje se pogovarjati o številkah kot blodic o nečem, kar ne veš, neoprijemljivem. To je lepota meritev, ampak pa je pa treba sprejeti ukrepe, na podlagi nekih modelov, ki so bolj ali manj kompleksni, te ukrepe izpeljati in potem ponoviti meritve, da zmeriš učinkovitost ukrepov. In zato so meritve pomembne, zato je to, kar agencija počne, tako zelo pomembno. In recimo, spet, da se vrnem k tem meritvam, ki smo jih v Desklah naredili, tukaj je bilo sodelovanje med univerzo in agencijo zgledno. Boljš ne bi mogli biti. Jaz vam želim vse boljše in boljše meritve, s katerimi bomo vsi zadovoljni. Seveda, meritve so meritve, ne? Kako bomo pa kakovost zraka izboljšali, je pa na vseh nas. Najlepša hvala, ker ste bili gostje podcasta Samo en planet in veliko uspeha pri vašem delu vam želim. Hvala. Hvala tudi vam.